Mi vsi ponosni smo na to, ker dobro v srcu nosimo. Smo le majhen del tega sveta, ki lahko da to, kar ima. Že od rojstva človek je izbran, ali dejal bo, ali je mal. Jaz bom le dajal, zato sem lajen postal. Mi smo zato, da pomagamo. Mi smo zato, da pomagamo. Every man is born to feel the beat. He can choose to take or give. I know in my heart that lions always will live. We serve all around the world. We're here to serve all around the world. We serve all around the world. We're here to serve all around the world. All around the world. All around the world. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lajonke in lajonsi, cenjeni gostje. S himno Lions Klub Velenje v izvedbi Lions Banda smo vam izrekli prisrčno dobrodošlico na obeležitev 25. obletnice Lions Kluba Velenje. Jubilejna svečanost je namenjena vsem, ki ste z dobrodelno dejavnostjo kluba začeli, vsem, ki ste se priključili kasneje, vsem, tudi tistim, ki so to skupno pot opustili ali pa ste še vedno z nami. Namenjena je seveda tudi vsem vabljenim svojcem in posebnim gostom, ki nas pri delu podpirate. Večeru bomo dali tudi svečano, a tudi dobrodelno noto. Simbolično se bomo zahvalili vsem, ki so k delovanju kluba in leonističnem duhu največ pripomogli. A gremo lepo po vrsti. Najprej si oglejmo dokumentarni film, ki povzema ključne dobrodelne dogodke Lions Kluba Velenje od leta 2001 dalje. Prosim. Osnovno vodilo lajonizma je pomagati drugim, ne glede na barvo kože, religije, filozofski nazor ali narodnost. Lani so se tudi v Velenju odločili, da ustanovijo Lions Klub. 12. junija so iz Chicaga prejeli ustanovno listino, sinoči pa so, kot to velevajo pravila, pripravili svoj prvi ustanovni charter night, na katerem so velenjske Lione tudi formalno sprejeli v to največje združenje na svetu. Boter velenjskih Lionov, Jakob Holešek iz Lions kluba Celje-Keleja, je svojim krščancem zaželel veliko dobre volje in pozitivne energije pri njihovem nadaljnjem delu. Člani Lions kluba Velenje so sinoči tudi uradno zaprisegli. Prisegam, da se bom udeleževal zborov kluba, da bom podpiral in poglabljal vse dejavnosti kluba, da bom klubu pomagal moralno, finančno in z delom, ter si prizadeval za poglabljanje in širjenje te bratovščine. Da bom vneto služil povsod, kjer rabijo mojo pomoč, in prisegam, da se bom ravnal po kodeksu lajonistične etike. Prisegam!
Veselje mi je, da lahko nekaj fantov, ko imamo vsi pozitivno premišljevanje, ko hočemo nekaj pomagati tistemu, ki rabi, da smo našli nekaj takega, da je tudi za dušo fajn, da smo lahko nekomu dali, ki res nekaj rabi. Kaj ste podarili? Podarili smo tale stroj za ravnanje gline, da lahko izdeluje, in tale tekoči trak, na katerem je tale fant zdajle. Jaz mislim, da je to nekaj lepega. In meni je veliko zadovoljstvo. Varovanci bodo zdaj še z večjim veseljem ustvarjali različne glinene izdelke in skrbeli za prijetno preživljanje prostega časa. Praktično nemogoče je 3-mesečno dogajanje pred izvedbo največjega dvodnevnega humanitarnega projekta 50 zvezd za otroke in izjemno prireditev, ki se je zgodila 4. in 5. septembra na mestnem stadionu v Velenju, ujeti v le nekaj minut, stavkov in slik. Pobudnik te največje dvodnevne glasbene humanitarne prireditve, na kateri je nastopilo več kot 70 slovenskih in tujih zvezd zabavne in narodno-zabavne glasbe, je bil Rajko Đorđević, direktor VTV vaše televizije. Skupaj z njim pa so se organizacije lotili še Mestna občina Velenje in Zveza Lions klubov Slovenije. Zbrana sredstva so se odločili nameniti varstveno-delovnemu centru Ježek Velenje ter otroškima oddelkoma bolnišnic v Celju in Slovenj Gradcu. Težko si je predstavljati, koliko dela je bilo vloženega v to, da so nekaj dni pred prireditvijo lahko pričela teči dela na mestnem stadionu, ter nenazadnje uskladiti nastope več kot 70 ansamblov, pevcev in pevk oziroma skoraj 600 nastopajočih, ki so zaigrali in zapeli na tej največji dvodnevni prireditvi v Velenju. Okvirni znesek sredstev zbranih na dvodnevni prireditvi je 28 milijonov 300 tisoč dolarjev, v kar so vštete donacije posameznikov, izkupiček od dvodnevne vstopnine ter sponzorska sredstva. Svojevrsten vrhunec sobotnega večera je bila pesem Poglej v nebo, ki jo je Rajko Đorđević napisal posebej za to priložnost in so jo skupaj zapeli in zaigrali skupina Ave, ki se je po mnogih letih spet zbrala, Matjaž Jelen, Irena Vrčkovnik, Helena Blagne, Andrej Šifrer in Eugene Hideaway Bridges, pihalni orkester Premogovnika Velenje, mešani mladinski pevski zbor Šolskega centra Velenje ter plesalci plesnega studia Spin z Mojco Rabič. Sem zelo vesel, da smo lahko danes Valterju Vrtačniku predali elektronsko lupo, s katero bo lahko videl in občutil tisto, kar prej ni mogel. Valter se je kljub svoji slepoti izšolal in že več kot 20 let predano opravlja svoj poklic maserja. Vsem, ki so na tem projektu delali, se zelo zahvaljujem. Sem bil tudi zelo presenečen, ker je le to ena taka velika stvar, ki mi bo koristila in pomagala. Glede na to, da še imam eno malenkost ostanka vida, mi bo ta lupa, s katero se da zelo povečati razen tisk, mi omogočila, da bom lahko si marsikaj prebral, ali iz časopisov, ali iz knjig, ali iz česarkoli. Lions klub Velenje deluje že 6 let. V tem času je pripravil različne dobrodelne akcije in z nakupi pripomočkov in aparatov pomagal pomoči potrebnim. S koncertom, ki smo ga letos pripravili in je odlično uspel, napolnili smo orgelsko dvorano glasbene šole v Velenju. Smo zbrali 220 tisoč dolarjev. V skupni akciji pa bo Lions klub Velenje doniral oziroma prispeval malemu Mihcu 500 tisoč dolarjev za nakup tega prepotrebnega hišnega dvigala. Organizacijo in vodenje koncerta je odlično izpeljala Ana Auberšek in za njeno 5-letno sodelovanje pri pripravi, kot tudi sami izvedbi koncertov, jo je predsednik Lions kluba Velenje, Rajko Đorđević, odlikoval za posebne zasluge z odlikovanjem predsednika Lions kluba. Da je bil akustični festival resnično nekaj posebnega, potrjuje dejstvo, da je bil dobrodelne narave, ter da so zbrana sredstva namenili za nakup računalnika z Braillovo pisavo, ki bo v veliko pomoč slabovidni deklici Kristini.
O samem festivalu in dobrodelnosti je predsednik Lions kluba Velenje povedal. Veste, Lione imamo večkrat tak lepi občutek, danes je pa bil še posebej zaradi odličnega koncerta. Dobrodelnega koncerta so se udeležili Davor Radolfi, Aki Rahimovski, koroški kantavtor Milan Kamnik, skupina Ave in tudi Irena Vrčkovnik. Želimo si, da bodo člani Lions kluba Velenje tudi v prihodnje organizirali tovrstne dogodke in na ta način pomagali tistim, ki so pomoči potrebni, ter da bodo tudi ostali ljudje imeli več posluha za dobrodelnost. Velika dvorana Velenjske glasbene šole je z veliko simpatijo in naklonjenostjo sprejela mladega madžarskega virtuoza Adama Đorđija, ki je pri svojih 25 letih gotovo med najboljšimi evropskimi pianisti svoje generacije. Lions klub Velenje se je v luči svetovnega gesla lionizma We Serve, pomagamo, z organizacijo torkovega dobrodelnega koncerta tokrat odločil pomagati slabovidni deklici Kristini. V Ravnah pri Šoštanju so našo ekipo pričakali nasmejani in srečni obrazi 18-letne Kristine, svojcev z mamo Olgo in predstavnikov Lions kluba Velenje. Kristina je delo na računalniku z Brajlovim vmesnikom dodobra spoznala na šolanju v Ljubljani, zato ga je tokrat znala hitro, pred očmi navdušenih velenjskih Lionsov, pognati v tek. Kristina bo sedaj novo pridobitev s pridom uporabljala za izobraževanje, komuniciranje in lažje spremljanje dogajanj doma in v svetu. Kljub slabovidnosti se odlično znajde v življenju, nova pridobitev pa ji ga bo še nekoliko olajšala. Torkov večer 18. septembra letos po 19. uri je zavedno zaznamoval družino Golob iz Podgorja pri Letušu. Plaz je popolnoma uničil hišo in gospodarski objekt, pri čemer sta umrla 24-letna Natalija Rajh in njen 10 let starejši fant Aleš Golob. Dveh mladih življenj ni mogoče vrniti, je pa dobrodošla vsaka pomoč. Zato so se člani Lions kluba Velenje odločili, da pomagajo družini Golob. Lions klub Velenje je že večkrat priskočil takšnim akcijam, ko je šlo za hitro pomoč, nujno pomoč ob nesrečah, tragedijah, ki se dogajajo ob takih naravnih ujmah. Pa smo ocenili, da je potrebno ob tej zadnji nesreči, ki se je zgodila, predvsem na območju tukaj Letuša, kjer smo danes, takoj pomagati. Prav veselje mi je, da smo lahko pomagali tej družini, ki je res pomoči potrebna. V notranji opremi Gorenja so naredili izmere ter jim v stanovanju pohištvo tudi sestavili. Maja Vinter, mamica 4 otrok, 2 šoloobveznih hčerk ter predšolske deklice in dečka, je bila nove opreme, ki si je s svojimi skromnimi dohodki ne bi mogli privoščiti, zelo vesela. Cilji Lions kluba Velenje predstavljajo temeljno vodilo članstva, pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Programu so dodali še številne druge programe, pomoč slušno prizadetim, socialni programi, boj proti drogam, pomoč pri nabavi številne medicinske opreme, izmenjava mladih in tako dalje. Izkupiček iz nocojšnje prireditve pa bomo namenili vzgojno-varstvenemu zavod Ježek iz Velenja in sicer za nakup električnega priročnega dvigala, ki bo v pomoč osebju pri dvigovanju gojencev. V okviru tega programa smo si zadali, da bomo tekom lanističnega leta 2011-2012 v mestno občine Velenje opremili 6 posebnih objektov za Brajlovo pisavo, ki smo danes pravzaprav odprli v tem domu kulture. Te table pravzaprav omogočajo slepim in slabovidnim, da bodo lahko kot turisti oziroma domačini, ki bodo prihajali v Velenje, razbrali osnovne podatke o omenjenih objektih. V Lions klubu Velenje smo si zadali za letošnjo leto akcijo, da bomo poskušali prebuditi nasmeh čim več šalečanom tistim, ki so potrebni pomoči, takšni ali drugačni obliki. Pričeli smo z akcijo v preteklem tednu in tem tednu nam je uspelo že podariti nasmeh 3 družinam v Šaleški dolini s tem, da smo jim omogočili korjavo, se pravi les za korjavo za to ogrevalno sezono. Ta gospod, ko je klical, je rekel, a bo ta vi v ponedeljek doma, pravi, vam bomo drva pripeljali. Jaz nisem mogel verjeti, smislo tako na hiter, pa da ne bo šlo, ne bo na zeblo.
V prvem delu so pomagali s kurjavo za te mrzle zimske dni, v drugem delu pa so se odločili, da pomagajo mladi družini. Namen akcije je bil uspešen, najbolj pomembni pa so prebujeni nasmehi. Te dni so bile vendarle vgrajene prve taktilne oznake, to so posamezni tlakovci, ki označujejo konec pločnika in začetek prehoda čez cesto. Danes vidimo, da se Velenje pridružilo za to vgradnjo vsem večjim mestom v Sloveniji, doma in pa po svetu, in na ta način pristopilo, da se slepe in slabovidne osebe lažje gibljajo po našem mestu. In ta projekt bo izboljšal prometno varnost, kar pa je najpomembneje. V mestni občini Velenje projekt izvajajo od marca 2014. Krovno ga koordinira Zveza Lions klubov Slovenije, v Velenju pa prevzem hrane organizirajo prostovoljci Lions kluba Velenje ob pomoči prostovoljcev različnih društev. Mi sami kot Lions klub definitivno to ne bi zmogli. Tu je Rotary klub, tu so socialni demokrati. Ne smem pozabiti mestno občino, ki nam pomaga s prostori, ki nam pomaga tudi z evidencami. Ne smemo pozabiti Zavod za socialno delo. Tako da vedno bolj se kompletira raznovrstnost hrane. Mesečno sodeluje pri projektu Donirana hrana 55 prostovoljcev, ki so do zdaj opravili okoli 10.000 ur prostovoljnega dela. Lions klub Velenje je pa v teh zadnjih 2 koronskih letih pridno in aktivno delal. Seveda smo se povezali tako, kot je bilo potrebno, nadaljavo. Tokrat so izkopiček sredstev od koncerta člani Lions kluba Velenje namenili dobrodelnemu skladu Lions kluba Velenje za nadarjene otroke iz socialno šibkih družin in za 23-letnega invalida iz Velenja, ki obiskuje Cviju in potrebuje za prevoz kombinirano vozilo. To je Miha Blažič. Po uradni slovesnosti je sledil dobrodelni koncert Akustika 2022. Nastopili so Lions band, harfistka Naja Mohorič, skupina Pop Garage, nagrajenec Prešernovega sklada in občinski nagrajenec mestne občine Velenje, Velenčan Jure Pukl trio, Amaja Maja Kevc in skupina Ave. Po uradnem delu so v hotelu Paka na Charter Nightu podelili priznanja. Prejeli so jih ustanovni in ostali člani Lions kluba Velenje, gostje in nečlani. Lionizem je vsekakor ena zelo prijetna zadeva. Ni samo dobrodelnost, je tudi druženje in jaz mislim, da smo lahko v Velenju ponosni na to, da že 20 let praktično na nek način skupaj delamo. Ker sem sam lionist, 2 leti že prej ustanovljen kot Velenje, vem, kaj pomeni dobrodelnost in Velenčani to zelo dobro počnejo. Zelo dobro in verjetno bodo tako tudi nadaljevali. Na ogled so dela Franca Auberška, ki so naslikana z usti. Razstava pa sodi v sklop praznovanja 20-letnice Lions kluba Velenje. Franc Auberšek je bil naš ustanovni član, deloval je v klubu od začetka ustanovitve kluba pa do njegove smrti. Mislimo, da je ta razstava ima poseben pomen, ne samo zaradi tega, ker je bil gospod Auberšek naš član, ampak tudi zaradi tega, ker nosi v sebi eno močno sporočilo, da v bistvu ne smemo nikoli odnehati. Skozi slike, ki so same po sebi poseben fenomen, glede na to, kako so nastajale, in vsi, ki ga poznamo, oziroma smo ga poznali, vemo, da je razdaja v sebe na vse mogoče načine, na vseh področjih, od športa, personalnega življenja do dobrodelnih aktivnosti, ki jih je izvajal. Vsako leto Lions klubi z celega sveta sponzorirajo mednarodni likovni natečaj Plakat miru v lokalnem okolju. Otroci svoje razmišljanja z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna dela. Natečaj poteka stopensko. K projektu Plakata miru lahko pristopijo osnovne šole, izrecno po povabilu lokalnega Lions kluba. In ta zbere potem določena dela. Pravila igre so postavljena na nacionalni nivo. Letos se tam pričakuje okrog 150 plakatov,
iz katerih bo tam tudi komisija izbrala 24 najboljših, od tega enega za globalno raven. Varstveno-delovni center Saša nudi varstvo odraslim z motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Da bi jim olajšali gibanje in jih spodbudili k telesni aktivnosti, so člani Rotary in Lions kluba Velenje združili moči in kupili 2 prilagojeni kolesi v skupni vrednosti 1500 evrov. Ja, mi že dalj časa sodelujemo kot donatorji z VDC Ježkom. Glede donacije konkretno te 2 triciklov smo se odločili že kar nekaj časa nazaj. Sama donacija ima še posebno težo, ker je to prvi tovrstni projekt, ki smo ga naredili skupaj z Rotary klubom Velenje. In tudi zato smo zelo veseli, da nam je uspelo in da smo skupaj, vsak klub po eno kolo donirali danes v tem dogodku. Varovanci so se koles zelo razveselili in ju tudi takoj preizkusili na posebnem poligonu. V Vili Bianchi v Velenju so se zbrali prostovoljci, organizatorji in partnerji projekta Donirana hrana, ki v Velenju že 10 let koordinira Lions klub Velenje. Projekt Donirana hrana združuje prostovoljce, ki potihoma in z veliko mero spoštovanja do sočloveka v stiski skrbijo, da je v Velenju čim manj lačnih. Prostovoljce, ki so srce projekta Donirana hrana, je ob 10. obletnici nagovoril tudi guverner Zveze Lions klubov Slovenije Vladimir Bahč, ki je povedal, da ima Zveza Lions klubov kar nekaj dobrodelnih projektov. Seveda pa je največji dobrodelni projekt v Sloveniji prav projekt Donirana hrana. V ta projekt je vključeno že 31 Lions klubov, oziroma 31 mestih deluje ta projekt. Velenje je eno izmed prvih mest, ki je v bistvu vstopilo k projektu. V 10 letih, od 2014 do 2024, je bilo v Velenju doniranih in razdeljenih skoraj 500 ton hrane v skupni vrednosti skoraj 2,5 milijona evrov. Samo v letu 2024 je več kot 110 prostovoljcev zbralo in razdelilo več kot 120 ton hrane, vredne več kot 506 tisoč evrov. Vsak teden je hrano prejelo okoli 250 občanov in njihovih družin. Ker projekt Donirana hrana niso le številke, je Zveza Lions klubov Slovenije ob tej priložnosti podelila posebno priznanje Stanetu Brezniku, članu Lions kluba Velenje, za koordinacijo projekta Donirana hrana vseh 10 let. Poseben magnet Srček donirane ljubezni je v imenu Mercator Slovenije, ki je prvi pristopil k temu humanitarnemu projektu, prevzela vodja projekta Donirana hrana pri Mercatorju Mateja Suljič. Jaz dam kapo dol tem ljudem, to so duše, in te značke danes, donirana ljubezen, to je značka, ki vse pove. Na tokratni natečaj Lions Clubs International se je pod okriljem velenjskega kluba odzvalo kar 9 šol iz Šaleške in Zgornje Savinjske doline. Letos je sodelovalo 9 osnovnih šol, vse velenjske šole, šola v Šmartnem ob Paki, na Ljubnem ob Savinji. Sodelovalo je malo manj kot 100 učencev, izbranih del, ki jih pa imamo na razstavi, je pa 40, s tem, da smo letos uspeli pridobiti tudi esej miru, ki ga pa lahko prijavijo, predstavijo otroci, slepi, slabovidni. In na ta zadetek smo zelo ponosni. Na dogodku so bila podeljena priznanja sodelujočim, izbrana dela pa bodo napredovala na nacionalno raven natečaja. Ki ne moramo govoriti o rezultatih, v bistvu z mirom pravzaprav ne moramo tekmovati. Mir je vrednota, ki jo živiš in z njo ne tekmuješ, jo pravzaprav postavljaš nekje v svoj repertoar. Tako da seveda so izbrana dela, ki bodo šla naprej, ampak težko bi govorili, da je kdo zmagovalec oziroma poraženec. Tako da nagrajeni so pravzaprav vsi, ki so sodelovali v tem projektu. Prireditev knjižnice Velenje je bila sklenjena z okroglo mizo z mladimi ustvarjalci in gostjo Vlasto Nussdorfer, ki je spregovorila o pomenu miru v vsakdanjem življenju. Vedno smo govorili o miru, tudi takrat so bile vojne, le da je danes morda malo bližje in malo hujše.
Mir je vrednota, ki jo je potrebno gojiti vsak dan na vseh ravneh. Za notranji in splošni mir pa je ključna varna in ljubeča družina. Ta okrogla miza je stvar pobude našega člana, gospoda Milana Grudnika, na podlagi njegove osebne izkušnje, da skupaj odpiramo zastor na temo, ki niti slučajno ni lahka, še manj pa vsakdanja. Na okrogli mizi so sodelovale sogovornice, ki so predstavile svoje poglede. Predsednica Slovenskega društva Transplant in prejemnica organa Nina Žitek je poudarila. Naše društvo obstaja že 25 let, je pa namenjeno podpori in pomoči bolnikom po transplantaciji, njihovim svojcem, prav tako svojcem darovalcem in seveda vsem ostalim zdravstvenim delavcem. Želimo sporočiti to, da je darovanje zelo pomembno, da brez darovanih organov ni transplantacij. Želimo pozvati ljudi, da o tem spregovorijo doma, ker je zelo pomembno, da o tem najprej spregovorijo v krogu svoje družine in jih seveda prijazno povabiti, da se pa morda tudi vpišejo v register, da se opredelijo za darovalce. Darovanje organov premalo poznajo vse ciljne generacije in čas je, da se povežemo in da te informacije prenesemo skozi izkušnje, skozi pripovedi, skozi možnosti, da čim več ljudi dobi to informacijo, da to vprašanje postane izziv, priložnost, da damo življenju še eno dodatno vrednost, da lahko pomagamo drug drugemu. Pred začetkom okrogle mize je bil podpisan dogovor o sodelovanju med Zvezo Lions klubov Slovenije in Slovenskim društvom Transplant. Srečanje v knjižnici Velenje se je sklenilo z odprtjem razstave umetniških skulptur, ki simbolizirajo hvaležnost, solidarnost in medsebojno povezanost v procesu darovanja organov. Ja, dokumentarni film, ki v svoji sliki, besedi, intervjuji pove več kot 1000 besed. In vse to smo sedaj videli, kaj vse je bilo in kakšna je bila pot 25 let Lions kluba Velenje. Sedaj pa vajam na oder predsednico Alenko Auberšek. Prosim, Alenka. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, veliko čast mi je, da vas lahko vse zbrane v tolikšnem številu pozdravim v imenu Lions kluba Velenje in izrazim veselje, da naš jubilej praznujete z nami. Dovolite, da najprej pozdravim vas, prisotne Lionke in Lione, ter opravičim guvernerja Zveze Lions klubov Slovenije, ki je odsoten zaradi obveznosti v tujini. Tako v imenu distrikta med nami pozdravljam Štefi Videčnik, pooblaščenko za nove klube na ravni distrikta in našo nekajletno consko predsednico. Pozdravljamo tudi našega aktualnega conskega predsednika Tomaža Podlesnika ter predstavnice sosednjih in daljnih Lions klubov. Pozdravljamo člane Lions kluba Keleja Celje, članice Lions kluba Mozaik Celje, predsednika ter člane in članice Lions kluba Slovenske Konjice ter Lions kluba Slovenske Konjice Vita. Pozdravljam predstavnika Lions kluba Slovenj Gradec, dva predstavnika, predsednika in člana Lions kluba Vrhnika, predstavnika Lions kluba Murska Sobota, mislim pa, da je predstavnik Lions kluba Ptuj ostal nekje na zasedenem parkirišču. Pozdravljam seveda tudi vse članice in člane našega Lions kluba Velenje. Poseben pozdrav velja podžupanji Mestne občine Velenje, gospe Aleksandri Vasiljevič, ter županu občine Šoštanj, gospodu Borisu Goličniku. Prisrčno pozdravljeni tudi predstavniki in predsedniki naših partnerskih humanitarnih organizacij, predsednik Rotary kluba Velenje, predsednik Društva upokojencev Velenje,
Društva invalidov Konovo, predstavnica Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje. Pozdravljam vas seveda tudi vse ostale, ki naše leonistično delo podpirate, bodisi kot potrpežljive žene, ali partnerka ali partnerji, sodelavke, sodelavci in prijatelji. Dokumentarni film, ki smo si ga ogledali, je v najkrajši možni obliki prikazal najvidnejše dobrodelne dogodke Lions kluba Velenje iz preteklih let. Na tem mestu naj se javno zahvalim Rajku Đorđeviću in ekipi Velenjske televizije za opravljeno težko delo v vseh 25 letih in tudi za tokratno prireditev, ko je bilo potrebno iz množice posnetkov izluščiti v omejenem času rdečo nit naše četrtstoletne zgodbe. Res, Rajko, ekipa, velika hvala. V tem filmu je prikazan le del naših aktivnosti, ostale imamo skrbno shranjene v bogati fotoarhivi. Nikjer nimamo ne s kamero, pa ne zbranih fotografij o izmenjavi mladih. Preko 15 otrok je bilo v približno 8 letih v našem mestu in vsaj 5 naših otrok je gostovalo od Skandinavije do Japonske. Smučanje, božične stojnice, srečanja z VDC varovanci z Ježki in pa spodbujanje ustvarjalnosti, pa dovolite, da prikažem v nekaj najbolj občutenih fotografijah. Tale prva kaže na dobrodelne zimske dogodke, memoriale, ki so se jih v mlajših letih naši in člani sosednjih Lion klubov zelo radi udeleževali. Bili so pa posvečeni memorialu, to je bil memorial, Konjev memorial, posvečen našemu pokojnemu članu Lions kluba in članu Lions banda. Veseli me, da se nam je danes pridružila tudi njegova vdova, njegova žena. Božične stojnice so tekle vsa leta s kakšno prekinitvijo v času korone. Bile so vedno bogato obložene, spremljane z glasbo in leta 2012 še v organizaciji takratnega Leo kluba. Leta 2012 se nam je pridružil takratni župan, potem pa preskočim za skoraj 12 let na božično stojnico, ki nas je vedno pripravila do tega, da smo z bogato ponudbo razveselili naše občane, ampak se veselili tudi sami med sabo, da smo se združeni lotili nečesa, kar je našemu mestu veliko doprineslo. Božična stojnica 2025 je bila ne samo odlično obložena, tako kot vedno, ampak smo jo opremili tudi s keramiko naše nove članice. Vedno je bila z nami glasba, bobnarji, kako so se tukaj ljudje ustavljali ob naši stojnici, se malo slabše vidi, zagotovo pa veliko zadovoljnih ljudi, ki so bili veseli obroka, kratkega, sladkega, brez kakršnega koli prispevka. Da smo pa na teh stojnicah zbirali dobrodelne prispevke, se pa samo po sebi razume. In smo jih vedno namenjali za pomoči potrebne, nazadnje preko Zveze društev prijateljev mladine za tople oblačila otrok, ki si jih sami ne morejo nabaviti. Tradicionalna srečanja z Ježki imajo zelo dolgo brado, začela so se že pred letom 2010, po zimi, tukaj z opremljanjem ptičjih hišic na lokaciji na Lopatniku. Nadaljevala so se potem tudi poleti z golf turnirjem, vidite, kakšnimi lepimi pokali, izrezljanimi iz naravnega materijala. Potem pa se je zaradi korone in zaradi nesreče v ansamblu zgodba za nekaj let prekinila in nadaljevala januarja 2024 z obnovljenimi ptičjimi hiškami na isti lokaciji in seveda z pogostitvijo z domačo
hrano iz krušne peči in domačega štedilnika. Vedno, tudi naprej, in leta 24 in leta 25 je bilo naše druženje neizmerno lepo in vedno potem na koncu tudi z obljubo, da se ponovno snidemo. Letos junija se vidimo ponovno. Spodbujali smo ustvarjalnost. Po razstavi del narisanih z usti ob 20-letnici Lions kluba Velenje smo priredili nekaj delavnic, na katerih smo navdušili mlade za risanje s čopičem v ustih in rokami na hrbtu. Samo 2 primera, kaj so otroci ustvarili v slabe pol ure. Tudi Lionse smo navdušili za risanje z usti in tamle, kolikor se vidi, je v mojih rokah delo, ki smo ga ustvarili skupaj približno 32 obiskovalcev, takrat udeleženih na zadnjem Charter Nightu. Veliko veselja smo v naše okolje prinesli v oba domova za varstvo odraslih v Velenju in Topolšici in tudi pri naših Ježkih z donirano volno. Plakat miru je bil prej zelo dobro predstavljen. Želim poudariti samo to, da letošnjo razstavo selimo po osnovnih šolah, kjer so dela nastajala. Smo pa predstavili razstavo tudi v Domu za varstvo odraslih v Zimzelenu, kjer smo na okrogli mizi, v kateri so sodelovale varovanke doma z ustvarjalci starimi od 11 do 15 let, imeli prekrasno okroglo mizo z razmišljanjem, kako lahko vsakdo v svojem okolju prispeva k miru v naši družbi. In še ena pohvala, zahvala, hvaliti se moramo sami tudi sebe. V letošnjem natečaju je od 146 plakatov, ki so prispeli na raven Zveze Lions klubov Slovenije, je bilo za razstavo končno na nacionalni ravni izbranih kar 5 naših del. Tudi mi smo leto nazaj pomagali, tudi mi hočem poudariti v zadnjem času, smo pomagali slepemu Galu z nabavo vmesnika za spremljanje podnapisov na televiziji, ki mu zelo pomaga. Naša zaveza pa je, da mu vnaprej pomagamo pri pridobitvi pravice do osebnega asistenta, ker ima posebno bolezen, presnovno, zaradi katere je ta naš cilj, da to dosežemo ob vseh omejitvah, ki so v naši družbi, izjemno pomemben. Da smo vse to, kar smo počeli, lahko delali, smo se veliko družili, povezovali med sabo in v našem okolju. Kot rečeno, smo z lokalnimi partnerji povezani v projektu Donirana hrana, podpisali smo pogodbo, dali smo si priznanja v tej dvorani. Zelo radi smo se ob naših dogodkih postavili pred kamero in tu so naši dobri sosedje, gospe iz Lions kluba Mozaik Celje, Slovenj Gradec, pa še kdo, poleg nas seveda, tudi tule ob naši okrogli mizi po plakatu miru. In tukaj nekaj lepih posnetkov z mladimi obrazi, taki smo bili leta 2010, ko smo se družili na lokaciji na Lopatniku. Mislim, da je bil tale gospod na desni strani, na srednji sliki takrat guverner. Ni nas ovirala niti korona, da se ne bi družili. To je slika iz pohoda na Smrekovec. In seveda smo se na pohodih združevali, kadarkoli je bilo to mogoče. Ne prevelikokrat, ampak kadar smo se, je bilo pa zelo lepo. Nažalost, nimam tukaj nobene slike Aleša s kitaro, ki nas je vedno na vseh prireditvah zabaval in smo veliko peli. Tukaj je slika našega zadnjega Charter Nighta. Žal so se časi tako spremenili, da se tega projekta ne lotevamo več. Smo se pa družili drugače. Ob prehodu enega mandata v drugega
Povabili smo medse tudi našega botra. Takole izgledajo naša martinovanja z našim matotom, ki je zadolžen ekstra za to, poleg božičnih stojnic. In naša druženja, naše redne srečanja smo povezali z jubileji naših članov in skozi to naredili zgodbo, ki nas povezuje še bolj kot sicer. Tole je slika, ko smo sprejeli zadnja 2 nova člana novembra. Eden od teh danes napoveduje, ena se bo prikazala malce kasneje. To nam je v veliko veselje in skupaj smo močnejši. Zato delamo, da se povezujemo, da smo taki, kot smo tukaj, ker se povezujemo zato, da pomagamo. In vedno poudarjamo, ne samo z denarjem, ampak tudi z veliko podarjenega srca in časa. Hvala vam vsem, da smo to, kar smo. Spoštovana predsednica Alenka, cenjeni člani Lions kluba Velenje, dragi gostje. Ob 25-letnici vašega kluba vam iz srca in iskreno čestitam. 25 let delovanja ni samo številka. To je 25 let srčnosti, predanosti, prijateljstva, tihega, a zelo konkretnega služenja ljudem v vašem okolju. To je 25 let, v katerih ste dokazali, da Lionsi ne govorimo le o pomoči, ampak da pomoč tudi zares živimo. Lions klub Velenje je poznan po dejavnostih, ki imajo resničen stik z ljudmi. Posebno dragoceno je vaše delovanje, aktivno delovanje v projektu donirane hrane. Gre za osebno vključenost članov in pripravljenost stopiti na teren in narediti nekaj dobrega z lastnimi rokami. To je pravi obraz lionizma. Pomemben pečat puščate tudi pri projektu Plakat miru. Imate odlično izvedene, odmevne razstave, veliko otrok in zelo dobra likovna dela. Še posebna pohvalja velja za letošnjo prvo pisanje eseja na temo miru. S tem ne spodbujate le ustvarjalnosti, ampak mladim odpirate prostor za razmislek o miru, o sočutju in odgovornosti. To je naložba v prihodnost, ki presega en sam projekt. Zelo dragoceno je tudi to, da znate svoje delo pokazati javnosti. Objave na velenjski televiziji niso le promocija kluba, ampak so povabilo skupnosti, da prepozna dobroto in se vam morda tudi pridruži. Kjer se dobro vidi, se namreč dobro tudi širi. Vaš klub ima zelo močno, srčno vodstvo, dobro energijo in povezane člane. To se ne zgodi samo od sebe. Zato so potrebni ljudje, ki vztrajajo, povezujejo in znajo vzdušje tudi druge navdušiti. Prav zato je danes tudi lep trenutek, da ob resnični pohvali dosedanjemu vodstvu pogledamo tudi naprej. Močan klub namreč ni tisti, ki ima samo dobro predsednico, ampak tisti, ki zna ob dobri predsednici vzgojiti tudi nove vodje. Naj bo to vaša naslednja res lepa in srčna naloga, da iz svoje sredine v naslednjem letu spodbudite in opolnomočite novega bodočega predsednica ali predsednico, ki bo nadaljeval to čudovito delo. Kot koordinator v kabinetu guvernerja lahko rečem, da je ravno v takih klubih največ potencijala. Ne samo za ohranjanje članstva, ampak za rast, za vključevanje novih ljudi in za razvoj novih vodij.
Ljudje se pridružijo tam, kjer čutijo smisel. Ljudje ostanejo tam, kjer čutijo pripadnost in vodijo tam, kjer jih nekdo opogumi za vodenje. Vi imate vse to. Danes pa je še posebej prav, da se ustavimo tudi od posameznikih, ki svojim delom pustijo posebno sled. Guvernerjeva priznanja, ki jo bomo podelili kasneje, sta izraz hvaležnosti in spoštovanja za zaslužno delo, za predanost in oseben prispevek, ki bogati klub in krepi lajonistično poslanstvo. Dragi Lions Klub Velenje, hvala vam za vaših 25 let dobrodelnosti. Hvala, ker pomagate dostojanstveno, srčno in povezovalno. Vaše delo je navdihujoč dokaz, da največje spremembe pogosto nastanejo prav tam, kjer ljudje stopijo skupaj za dobro drugih. Iskrene čestitke ob jubileju vašega kluba. Dragi dami, hvala za vajne čudovite, bogate in izbrane besede. Sedaj pa tudi naprej nadaljujemo za damo in sicer na oder vadbim podžupanjo Mestne občine Velenje, gospo Aleksandro Vasiljevič. Prosim. Takole bom začela. Jaz sem zelo pozorno spremljala video, v katerem ste izrazili svoj ponos in vso svoje delo. In takrat sem opazila, da je tudi 2004. Takratni župan oziroma župan Bojan Kontič bral. Zato sem jaz tudi danes dovolila brati, ker sem se res zelo dobro pripravljala na vaš dogodek in se mi zdi zelo pomembno tudi, da izrazim vse tisto, kar se mi je skozi dan prepletalo v mislih, zato da vas danes nagovorim. Spoštovana predsednica, spoštovani nekdanji predsedniki, kar nekaj vas je tukaj, spoštovane članice in člani Lions kluba in seveda iz sosednjih bratskih klubov in pa seveda ostali dragi gostje. V Velenju dobro vemo, kaj pomeni držati skupaj. To so desetletja dokazovali tudi naši rudarji. Globoko pod zemljo, kjer so zaupanje, pogum in tovarištvo pomenili razliko med temo in lučjo. In prav te vrednote že 25 let tudi živi Lions Klub Velenje. In tudi vi ste prižigali luč v naši skupnosti tam, kjer je bilo najtežje. S svojo dobrodelnostjo, srčnostjo in pripravljenostjo pomagati ste pokazali, da največje bogastvo našega mesta niso le plasti lignita, ampak ljudje z velikim srcem. Zato ob vašem jubileju iskrene čestitke za vse dosežke, za vse prižgane lučke, za vse nasmeške, ki ste jih narisali in vem, da boste to delali tudi v prihodnje. Vse dobro vam želim in srečno. Črno zlato, vrag se ti lepi na potno telo. Hej, rudar, srečno, srečno pod zemljo, naj svetilka ti sveti v črno temo. Srečno, rudar, ja mi služiš denar, za otroke, za ženo, za jutrišnji dan.
trpel je tvoj stan. V borbi za pravdo bil lačen pregnan. Tvoja preteklost je pisan spomin, na njej zdaj ustvarja prihodnost tvoj sin. Hej, rudar, srečno, srečno pot pod zemljo, naj svetilka ti sveti v črno temo. Srečno, rudar, ja mi služiš denar, za otroke, za ženo, za jutrišnji dan. Za otroke, za ženo, za jutrišnji dan. Poplave leta 2023 so prizadele mnoge v naši širši regiji. Čeprav sredi dopustov smo pomagali hitro in največ, kolikor smo lahko. Fizično pri čiščenju z nakupom 36 razvlažilnikov, ki smo jih skupaj z 19 najeti iz distrikta in Lion kluba Bled dajali brezplačno v najem 37 poplavljencem od Polzele, Letuša, Šmartnopak, Paki, Nazari in Šoštanja. Z denarjem smo lahko pomagali več, kot bi si sicer zaradi visoke donacije 10 000 evrov od gospe Marije iz Žalca. Zaupala je izjavam našega takratnega predsednika Aleša Osredkarja na VTV, da bomo pomoč dali v prave roke. Smo jo res dali? Sedaj si bomo pogledali 3 primere, kako in kaj se je dogajalo v tistem času. V avgustovskih poplavah leta 2024 sta bili naselje Ločica ob Savinji, kjer smo zdaj, in pa sosedno naselje Breg pri Polzeli med najbolj oškodovanimi z vidika poplav, če gledamo po številu stavb. Bilo je 340 stanovanjskih objektov poplavljenih in 10 industrijskih oziroma poslovnih objektov. Takrat sem jaz ravno prevzemal predsedovanje kluba. To so bili počitniški časi, ker tudi klub miruje in delovanje kluba. Glede na situacijo, ki se je zgodila, smo urgentno, krizno se sestali, takoj odreagirali, šli v nabavo razložilcev, to je bila naša odločitev, da bomo na tak način pomagali Velenju in okolici, kjer so pač bili oškodovanci v poplavah. Nabavili smo preko nekih vez iz Nemčije za lastnimi sredstvi, torej sami smo zbrali denar, kupili te razložilce in jih potem tudi osebno dostavili vsem poplavljencem, ki smo pač glede na število, ki smo imeli na voljo, lahko pomagali. Pomagali smo tle v tem naselju, Bregu, pomagali smo v Šoštanju, pomagali smo v Zgornji Savinjski dolini. Razložilci so šli dejansko od vrat do vrat, od enega poplavljenca, ki se je potem, prostore posušil, so šli naprej k sosedu in tako naprej, da smo nekje v obdobju 2, 3, 4 mesecev poskušali v največjem možnem številu pomagati poplavljencem. Leta 2023 je bilo za nas najslabše leto. Poplave, ki so nam uničile celoten pridelek tukaj gor. Bili smo obupani, žalostni in z veliko pomoči prijateljev, sorodnikov, društev in seveda vas smo se postavili na noge. Neslo nam je celotno rodovitno zemljo in z vašo pomočjo ste prispevali k temu, da smo se postavili na noge in z vašo pomočjo, da smo lahko postavili nove rastlinjake oziroma tunele, smo zelo hvaležni in vsekakor v novi zemlji raste super zelenjava. Da smo v Trbižu, tole smo preživeli najlepše leta. To je naš dom, to niso samo zidi, to so spomini, tole so rasli naši otroci. Tudi če je Breg, smo se tole imeli, zastopili smo se z vsem sosedom. Tole nas je bilo 7 družin, vse smo se mogli 23 leta izseliti zaradi plazov, ko so vzeli vse naše domove. In s pomočjo dobrih ljudi
vas in od vseh, ki ste nam pomagali. Smo si, hvala Bogu, lahko naredili nove domove na bolj varnih, ravnih krajih in upamo, da si bomo tam lahko ustvarili nove domove. Zdaj so še hiše, zdaj še niso domovi, počasi bojo tudi tam gradili domovi. Ker dom si ustvariš počasi, s spominom, z ljubeznijo. Tako smo ga imeli tale 50 let. Da bi bila ta hiša dom, pa ji želimo kanček prispevati tudi z našim simboličnim darilom. Marko, a boš zdaj ti prevzel naprej? Težko za tabo, ker prevzame. Povabila bi Renato Škodnik, Heleno Lipovt in gospoda, da se nam pridružijo na odru. Pred nami je namreč ganljiv dogodek, verjamem. Renata je ustvarila na podlagi male slikice njihove stare domačije delo, s katerim želimo olepšati vaše bele stene. Sliki, smo pa zato, da bi vaša okolica čutila, da mi čutimo z vami, še tale šmarna krušica, s katero si olepšate vaš vrt in naredite nekaj prijetnega za vas in vaše otroke ter vnuke. Veliko srčnosti je treba, da slika nastane in veliko sem mislila na vas. Gledala tudi tisti dve sliki, ki mi jih je Alenka poslala, ki sta nastali po poplavi. In ponavadi se pri ustvarjanju takega dela kar zgodi, da delo samo dobi naslov. In nekako se mi je porajala ideja, ko hiša postane dom. In to je naslov tega dela, ki vam ga z veseljem podarjam. Ja. Naj vam bo užitek. Zdaj pa rad na oder povabil Najo Mohorič. Če povemo par besed o Naji. Naja je slovenska harfistka. Zelo inteligentna, predana in dejansko zelo redoljubna. Naja, nastopa po celi Sloveniji, pa ne samo v Sloveniji, v Italiji, Švici, Portugalski. Naja je tudi do zdaj edina harfistka, ki je nastopila v Rio de Janeiro kot Slovenka, torej v Braziliji. Svoje glasbeno izobraževanje je začela tako kot vsi Velenjčani na glasbeni šoli Frana Kruna Koželjskega. Nadaljevala svoje izobraževanje na Akademiji v Ljubljani, podiplomski študij v Milanu, prišla nazaj v Ljubljano, naredila magisterij in to z summa cum laude. Naja, prosim, oder je tvoj.
Naja, najlepša hvala za čudovito odigrano skladbo Škarjanček, res je bila čudovita. Skratka, k jubileju sodi tudi jubilejna donacija. Naše poslanstvo pomagati uveljavljamo na različne načine. Ne moremo pomagati vsem. Zato si pri tem vedno prizadevamo, da v danih okvirih in zmožnostih pomagamo pravi čas, pravi osebi na pravem mestu. Še posebej, če je med najbolj ranljivimi, a vseeno neuklonljivimi osebami v našem okolju. Za tokratno jubilejno donacijo smo želeli pomagati v naši že uveljavljeni smeri, slabovidni osebi. Tako osebo smo spoznali med našimi osnovnošolci, pravzaprav že lani. Gre za zelo slabovidno Anastazijo, ki je lani edina v Sloveniji oddala esej miru z naslovom Skupaj smo eno. V njem je opisala svojo zgodbo in pogum, kako se sooča s svojo slabovidnostjo, medtem ko je vključena v redni osnovnošolski program. Dovolite, da Anastazijo Gril, devetošolko iz osnovne šole Gustava Šiliha, povabim na oder. Kje si, Anastazija? Prav tako pa vabim Alenka tebe, da se nam pridružiš. Draga Anastazija, vsem nam si lahko za zgled, kako se človek sooča s tem, kar mu življenje prinese. Mi ti podarjamo tole, kar je na tej sliki, elektronsko lupo, ki jo imaš že v šoli, da jo boš pa lahko uporabljala tudi doma, ki darujemo tole. Naj ti pomaga živeti tvoje življenje v razmerah, kakršne so, vsak dan bolje in vsak dan lepo. Upam, da ti bo olepšala tvoj vsak dan veliko, veliko let naprej. Zahvalo je včasih težko izreči, zato se je Anastazija odločila, da se nam bo zahvalila nekoliko drugače.
Najlepša hvala, Naja in Anastazija, da smo lahko doživeli ta lep trenutek z vama. Res, hvala. Ja, jubileji so vedno povezani s priznanji za delo vseh, ki s prizadevnim delom, prepoznavnostjo kluba dajo svoj prispevek. Zato na oder vabim Matota, Kisi in pa Alenko, da bosta podarila ta priznanja. Pa kar začnimo. Najprej bi želeli podeliti priznanja predsednikom za uspešno in zavzeto vodenje kluba. Na oder bi najprej povabil Aleša Osredkarja. V športnem besednjaku bi se reklo, prišel, vodil in odlično oddelal svoj mandatni klub. Klub Savinija, ki mu je poplavila njegov dom. Hvala. Na oder vabim Matjaža Logarja. Kot ustanovni član kluba iz Izole zelo uspešno dela nadaljavo. Tako je inovativno tudi vodil naš klub. Hvala, Matjaž. Na oder vabim Franjo Herlah. Iz zadnje klopi signalizirajo, da ga ni, ampak lahko pa preberemo. Skratka, Franjo je v pravem trenutku pokazal svoje menedžerske izkušnje in takt pri vodenju kluba. Skratka, hvala, Franjo. Potem pa naprej Alenka je pa že na odru, a ne? Skratka, Alenka. Alenka naredila si korak naprej. V svojih 2 mandatih si Lions Klub Velenje skupaj z vsemi nami vdahnila nekaj novega. Nekaj, kar nas je postavlja na sam vrh po aktivnosti in uspešnosti. Alenka, hvala. Sedaj so pa na vrsti tajniki in administratorji. Na oder vabim Radivoja Mohoriča. Radivoj. Zelo uspešen arhitekt, ki je prevzel administracijo, ko za to ni bilo nobenega kandidata. Zato še res enkrat hvala, Rado, ja. Na oder vabim Aleša Dremla. Skratka, po nekaj letih tajništva si ne dovoli, da bi mu kdo med nami ali na distriktu očital površnost pri elektronskem poročanju o aktivnostih kluba. Še kar naprej. Skratka, Aleš, hvala za vse. Vsak klub, če ni klub, ta prav, ampak vsak klub rabi tudi zakladnika. Zato na oder vabim Gorazd Fritz. Gorazd, danes dosledni zakladnik, prej pa vrsto let tajnik kluba, ki je mnogim predsednikom pomagal, da so bili uspešni. Hvala, Gorazd. Kot smo danes že večkrat slišali, izvajamo zelo dobro voden projekt Donirana hrana in tu ne moremo mimo Staneta Breznika. Stane.
Stane, najlepša hvala za pripravljenost, da svojo profesionalno izkušnjo skoristiš pri vodenju najzahtevnejšega projekta kluba. Priznanja Lions kluba Velenje pa tudi podeljujemo zunanjim članom za njihove zasluge pri razvoju in prepoznavnosti dela našega kluba. Zato na oder vabim Petri Zlatoper. Petra, pri ustanavljanju novega kluba v Velenju si bila zelo uspešna. Bili pa smo zelo žalostni, ko si nam ušla v Celje. Čestitamo, hvala. Na oder vabim Jakoba Holešeka. Najlepša hvala, ker si bil naš boter in ker si v Velenju dobro posejal in vzgojil dober Lions klub. Hvala lepa. Lepe pozdrave vam prinašam od vseh članov našega kluba, boterskega kluba Celje Keleja. Zelo ponosno vas spremljamo, opazujemo, moramo reči, da ste marsikaj boljši kot mi, kar je pa itak pohvala za učitelja. Tu sem pa prinesel najnovejši izvod naše zastavice, da boste jo imeli na prostorih klubskih sestankov in se boste spomnili, da vas res Najlepša hvala za vse te besede. Na oder pa vabim Roberta Graha, pardon. On je pa član Lions kluba iz Murske Sobote. Njega je pa dejansko pritegnil Lions band. Člani so ga sprejeli in je postal najboljši bobnar, kar ga imamo. Hvala in čestitam. Čestitamo. Na oder vabim Albina Brencla. Evo ga, super. Čestitamo. Sedaj pa na oder vabim Jano Solemanovič. Za Jana, kje si? Aha, evo, predzadnja vrsta. Jana, najlepša hvala za zavzeto sodelovanje VTV z Lions klubom Velenje in njeno strokovno pomoč pri oblikovanju sporočil o dobrodelnih dejavnostih Lions kluba Velenje. Vse, kar je o nas povedano pred kamerami VTV, Jana skrbno pregleda in reče ok ali pa ne ok. Skratka, še naprej tako, hvala lepa in gremo naprej. Sedaj pa imamo še dve priznanji, ki se podeljujeta za izjemno pomoč v letu 2023. In sicer na oder vabim gospo Marijo Strahovnik. Je ni. V njenem imenu, oziroma predali bomo to naše odličje na njenem domu v Žalcu, trenutno je pa v Strunjanu. In potem pa še Lion klub Vrhnika. A ste prišli iz Vrhnike do Velenja? Super. Radi bi se vam zahvalili
za zavzetost pri organizaciji dobrodelnega koncerta in izjemno donacijo po poplavah leta 2023 družini v Braslovčah, Šmartnem Opaku. Šmartnem Opaki. Ker sem z Vrhnike, seveda ne morem mimo tega, da vam zaželim en lep praznovanje obletnice, rojstnega dne, tudi od našega Ivana Cankarja, ki je 150. obletnico zdajle praznuje skupaj s Ketejevo 100-letnico, tako da vam želim in nam vsem, da dočakamo tudi mi eno tako obletnico v bodoče. Tako vam podarjam, seveda ne gre brez Cankarjeve skodelice kave. Bravo. Tako, seveda, da ne bo prazna skodelica, sem prinesel tudi Cankarjevo kavo s seboj, da boste lahko poskusili. Malo povohaj, Alenka, če boste prava. Malo povohaj, prosim, če boste prava. Mislim, da ima tak von, da morava to skupaj piti. Odlično, se bom pridržal. In pa potem pa še malo za uživanje, drobni spomini, to je moja knjižica sicer, ampak nastala v času covida in takrat, ko nismo mogli delati takih stvari preveč dobrodelno, da bi se videlo, smo delali bolj zase, ampak jih delamo potem skupaj naprej, tako da ti podarjam še tole knjigo. Mojih pesmi, misli lepih, ki so posvečene vsem nam, pa tistim, ki so tudi že odšli, in vse sem tudi v glasbo, lahko jih poslušate, mogoče v kakšno še band, se ne vem, kaj bom podal. Lej, niko se ne ve. Če dovolite, jaz sem to knjigo kupila pred 2 letoma na koncertu, ko smo bili pri vas, odličnem koncertu. Knjiga je zelo, zelo lepa, zelo vredna branja in mi je v ponos, da sem jo že prebrala. Najlepše hvala. Med našimi člani pa se želimo še posebej javno zahvaliti 2 ustanovnima članoma za njuno vsestransko podporo kluba in članom. Prosim, da se nam na odru pridruži Štefi Videčnik, da podeli 2 priznanji guvernerja v njegovem imenu. Priznanje guvernerja se pa podeli Rajku Đorđeviću. Rajko, prosim. Rajko, najlepša hvala za dolgoletno predanost lajonizmu, za izjemno organizacijo dobrodelnih koncertov in prepoznavnost dogodkov Lions kluba Velenje v mreži VTV. Hvala. Hvala, Rajko. Ja. Sedaj pa na oder vabim Matijo Blagusa. Super, ampak vseeno. Skratka, Matija, najlepša hvala za dolgotrajno predanost ilonizmu, organizacijo dobrodelnih božičnih stojnic ter drugih humanitarnih in družabnih dogodkov v Lions klubu Velenje. Hvala, hvala. Še eno priznanje imamo. To je priznanje Vladimirja Bakča, srednjih komisije. Hvala. Gospod Bakč nam ni mogel vručiti tega priznanja, ker nismo imeli časa organizirati 25-letnice. Hvala.
Dragi Lions Klub Velenje, v tem lepem jubileju vam čestitam v imenu 4. cone in 2. regije. Šopek Alenka je pa zate, ki se dala klubu en nov zagon, ki še vedno traja, bo trajal še dolgo. Ja, hvala. Najlepša hvala za vse čestitke. Bi rad še kdo kaj povedal? Najprej hvala za povabilo, pa sem vesel, da sem lahko danes tukaj med to, bom rekel, družino dobrote in prijateljstva. Pa moram reči, da sem prvič v vaši družbi, ampak sem vesel in sem tukaj s ponosom in bi želel reči sam iskreno čestitke za 25 let dobrote, prijateljstva, vsega dobrega, kar dajete skupnosti. In pa seveda je prav, da rečem tudi iskrena hvala, ker pomagate tudi občankam in občanom naše lepe občine Šoštanj. Zdaj je bila tema glih mal okrog poplav. Naša občina je bila res prizadeta, 12. najbolj po obsegu škode in to čutimo še danes in odpravljamo te posledice. In nasproti ste šli tudi našim občankam. Takrat smo vsi skupaj naredili vse, kar je bilo v naši moči, da smo ljudem pomagali. In verjamem, da smo opravili eno ogromno delo. Zato še enkrat iskrena hvala. Kot skupnost bomo živeli v miru, če bomo vsi za to delali. Mir bomo dosegli s tem, da se imamo radi, da si pomagamo, da se delujemo, da smo sočutni in da širimo dobroto. Poleg vsega tega pa vedno poudarim, da se spoštujemo. In to je temelj našega sobivanja, naše uspešne družbe. In če se bomo znali spoštovati, bomo tudi na ta način skrbeli za to, da bomo ohranjali mir in vse dobro, kar želimo drug drugemu v tej naši skupnosti. In kot sem rekel, radi se imajmo, pomagajmo si, spoštujmo se in delimo dobroto drug z drugim, kolikor je možno. Včasih ni vse v denarju, ni vse v materialnih dobrinah, včasih že iskren stisk roke, iskren objem pomeni veliko več kot velika vsota denarja. Še enkrat hvala, vesel sem in počaščen, da sem v tej vaši družini dobrote in prijateljstva prvič tukaj in se tudi na to zelo ponosen. Jaz vam želim še naprej uspešno delovanje in tudi obljubljam pomoč iz strani občine Šoštanj, kadarkoli bo potrebno tudi za dobro medsebojno sodelovanje. Hvala lepa, praznujte ponosno. Takole bom še rekel, Kosovelovo leto je in prav je, da povemo še par Kosovelih verzov. Renata, prosim. Srečko Kosovel, svetilka ob cesti. Kaj bi bil človek, če ti je težko biti človek? Postani svetilka ob cesti, ki tiho razseva svoj si na človeka. Naj bo kakor je, ker kakor je, vedno je on s človeškim obrazom. Bodimo dober temu človeku in ne pristranski, kakor svetilka, ki tiho razseva svoj si na pijančev obraz, na vagabundov, na študentov, na naš. Bodi svetilka, če niti mogoče biti človek. Ker težko je biti človek. Človek ima samo 2 roki, pomagati pa bi moral tisočerim. Bodi svetilka, obcestna svetilka, ki sveti 1000 veselim v obraz, ki sveti samotnemu, vagabundu. Bodi svetilka z eno lučjo, človek v magičnem kvadratu, zeleno roko znamenja dajoč. Bodi svetilka, svetilka, svetilka.
spoštovani člani Lions kluba Velenje, naj se vam najprej iskreno zahvalim za povabilo. Res smo ponosni, da smo lahko danes del tega dogodka. Res, kljub temu, da je filmček malo nagaja, mislim, da smo videli več kot dovolj, da se vidi, da res udejanjate to naše skupno poslanstvo, pomagamo. Želim vam še veliko let uspešnega delovanja, tudi dobrega sodelovanja. To je neka mala pozornost, naša zastavica in tukaj pa nekaj žlahtnega, ki je bilo pripravljeno posebej za take priložnosti, jubilejno vino in naj vas te kapljice nekako spominjajo na neka naša družina. Hvala lepa. Člani Lions benda so glasbeni mentor, kitarist in pevec Rajko Đorđević. Na basu je Gorazd Fritz. Kitarist Aleš Dremelj. Pevec Bruno. Bruno Zagode, če ga še kdo ne pozna po priimku. In bobnar je Robi Grah. Jaz sem pa čisto svež član. Rekli so, da rabijo enega pevca. In zato so me včlanili v Lions klub Velenje. Ni glih tak, no. Skratka, zdaj bi vam radi zapeli še eno pesem. Bodi prijatelj moj. Prijateljstvo je nekaj čudovitega in prav je, da s tem tudi končamo. Prosim. Sem jaz, si ti, so prijatelji. Danes tu, jutri tam, veš, da nisi sam. So ljudje, so stvari, je svet, ki se vrti. Za vse, kar ti dano je, usoda poskrbi. Bodi prijatelj moj, podaj mi roko. Naj pesem odmeva nocoj med prijatelji. Prijatelj moj, podaj mi roko. Naj pesem odmeva nocoj med prijatelji. Vse, kar dobro je, minejo skrbi. Bodi prijatelj moj, podaj mi roko. Naj pesem odmeva nocoj med prijatelji. Bodi prijatelj moj, podaj mi
pesem odmeva nocoj med prijatelji. Bodi prijatelj moj, podaj mi roko. Naj pesem odmeva nocoj med